Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, lepo pozdravljeni v oddaji Dogodki. Vabljeni k ogledu najzanimivejših utrinkov preteklega tedna. Občina Puconci v teh dneh praznuje. Številne prireditve so in še bodo zaznamovale 20. občinski praznik, med njimi je zagotovo tudi revija cerkvenih pevskih zborov. Prva prireditev v sklopu puconskega občinskega praznika je bila revija cerkvenih pevskih zborov občine Puconci, ki je tokrat potekala v Evangeličanski cerkvi v Puconcih, na njej pa se je predstavilo 5 pevskih zborov. Z uvodnimi besedami je zbrane pozdravila duhovnica te cerkve, Katja Ajdnik. Kakor veste, slavimo to leto tudi 500 let reformacije. Praznujemo torej nekaj skupnega. To je Božjo besedo, napredek človeškega duha in srca, tisto pozitivno in dobro transformacijo človeka in družbe. Brez temnih senc pa s človekom nikoli na žalost ne gre. A kdo bi si mislil, da bomo po 500 letih zbrani mi, takole in tu. In prav je tako. Svečani teden praznovanj v Puconcih so torej odprli s pesmijo, ki nima meja, kakor je izpostavil župan občine Ludvik Novak. Pravzaprav smo se zamislili tako, če se Jožef II. Sin Marije Terezije izdal toleranten list o enakopravnosti ver in toleranca pomeni strpnost, eno spoštovanje, potem tudi nujno, da tudi mi med seboj sodelujemo, ne glede na vero, ne glede na prepričanje, kajti na konec koncev prvo smo ljudje in potem vse ostalo in ravno spoštovanje in ljubezen človeka do človeka, ker je tudi Jezus učil, je potrebna in tista naj bi tudi bila. Puconska občina je versko zelo raznolika, ravno zato poteka tudi revija cerkvenih pevskih zborov na poseben način. Revija je tako, da vsako leto menjamo mesto, namreč mi imamo 4 verske občine, so pa 3 religije in sicer danes je bilo v Puconci, drugo leto v Pečarovci, potem v Bodonci, potem pa v Vadarci ali pa v Dvorani v Puconci. Namreč imamo 2 evangeličanske cerkvi, imamo eno rimokatoliško, eno cerkev binkovčne vere. Na letošnji reviji so se obiskovalcem predstavili Evangeličanski cerkveni zbor Puconci, otroški pevski zbor župnije Pečarovci, virtuozinje s profesorjem, pevski zbor Maranata in mladinski ansambel Bodonci. Število sodelujočih zborov se sicer spreminja iz leta v leto. To je različno, kako se cerkve pripravijo, lahko tudi posamezna cerkev ima 2 zbora, enega, kako želijo, vendar je vedno zaželjeno, da vsaj en zbor nastopa. Vidimo, da je, če je več mladi, tudi zanimive skladbe so, zanimivi pevski zbori in je tudi to zelo eno prijetno kulturno vzdušje. Iz leta v leto pa se spreminja tudi število skladb, s katerimi se posamezni sodelujoči zbor predstavi. Letos so vsi zapeli 3 pesmi, ki so jih interpretirali po lastni presoji, kar jim tovrstna srečanja tudi omogočajo, saj niso ocenjevalne narave. Današnja glasba, srečanje in pesmi naj še dolgo odmevajo v vseh vas, v brez prijetnem srečanju vseh nas bratov in sester v veri, vseh nas iskrenih prijateljev. Naj smo eden drugemu ter sebi v radost, naj smo drugim v vzor in bodimo Bogu zmeraj na slavo in čast. V čast občinskemu prazniku pa se bodo do konca praznovanja zvrstile še številne druge prireditve, med njimi tudi slavnostna seja. Več o tem pa župan občine. Ja, prva prireditev je vsekakor današnje srečanje pevskih zborov cerkvenih občin. Namreč občina Puconci je raznolika, kar se tiče vere in se med seboj spoštujemo. Ravno zato, ker to spoštovanje imamo, smo tudi na tak način obeležili današnji večer. In to imamo tudi vsako leto, že 20. leto. Drugače so pa prireditve, se še nadaljujejo tudi v občinskem prazniku, vsekakor
brez slavnostne seje ne gre. Še prej pa položitev venca Štefanu Kuzmiču kot enemu od tistega človeka, ki je naredil prekmurščino kot knjižni slovenski jezik ali pa prekmurski knjižni jezik. Namreč zanimivo je, da so nas Madžari takrat nekako smatrali za vende in ko je on prevajal testament ali novo zavezo, je napisal preko obrnjeno z grškega jezika na staroslovenski jezik. Potem pozneje so pa še prireditve kulturne zveze, ki bo pa v soboto, petek je namreč slavnostna seja in tako da se te prireditve nadaljujejo. Brez počenja spremljajoče, ki pa so nekako v okviru ali ne v okviru občinskega praznika. Na osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci se je v tem tednu mudila hiška eksperimentov, vseslovenski center promocije radovednosti in kritičnega razmišljanja. Namenjena je bila tako učencem šole, kot tudi zunanjim obiskovalcem. Hiša eksperimentov iz Ljubljane, ki jo nekateri imenujejo tudi center znanosti, je nastala pred 3 leti. Njeni člani se zavzemajo za družbo, ki kritično razmišlja in je sposobna aktivno reševati probleme. Preko odprte komunikacije in raziskovanj si prizadevajo spodbujati radovednost in ustvarjalnost, tako pri odrasli generaciji kot pri otrocih. Zanje so ustanovili hiško eksperimentov, več o tem pa njena koordinatorica Andreja Perat. Hiška eksperimentov je dodatna aktivnost hiše eksperimentov v Ljubljani. Sedež imamo na Trubarjevi, to je blizu tržnice. Gre pa za dodatno aktivnost, s katero smo se začeli ukvarjati leta 2014. Gre kot hiška, kot nekakšen popotnik, potujoča aktivnost, s katero potujemo iz kraja v kraj, iz ene osnovne šole na drugo osnovno šolo in tako takrat šolo za en dan spremenimo v center znanosti. Hiška eksperimentov, ki ji pravijo tudi hči hiše eksperimentov, obiskuje formalne izobraževalne institucije oziroma šole po Sloveniji, ki jih nato za en dan spremeni v že omenjeni center znanosti. Vse od nastanka so že obiskali številne šole širom naše države, tudi v Prekmurju so se že večkrat ustavili. Ja, zdaj smo kar v teh vaših koncih. Prejšnji teden smo bili na osnovni šoli Fokovci, tudi ta del doline, ne. Jutri smo na osnovni šoli Puconci, tako da naslednji teden imamo pa osnovno šolo v Kranju, pa potem Novo mesto, Brusnice, tako da smo po celi Sloveniji. Center znanosti se je za en dan ustavil tudi pri učencih in vrtčevskih otrocih osnovne šole Franceta Prešerna v Črenšovcih. Po nekaj letih prizadevanj so jih le uspeli privabiti medse. A se kaj zgodilo? Pa vi se res je? V 5 sekundah smo iz te rožice dobili, poglejte kaj. No, to je bila že dolgoletna želja, jaz to spremljam, to hiško eksperimentov, videla sem že, da so bili tudi po drugih šolah in kako kvalitetno je to učenje, ne? Ko učenec sam poizkuša, sam eksperimentira, sam prihaja do določenih spoznanj in to je največja vrednost učenja, ne? Ko učenec sam na poskusu si tudi dosti bolj zapomni in to znanje je tudi bolj trajno, zato smo si želeli, da bi to hiško dobili tudi v naš kraj in zdaj nam je uspelo. Udeleženci hiške eksperimentov so v enem dnevu deležni sproščenega, neformalnega učenja ter svobodne radovednosti, ki temelji na eksperimentiranju, ki dopušča tudi napake in spodrsljaje. Tukaj gre kar za prosto eksperimentiranje. Eksperimenti imajo v sebi ali v bližini navodila, tako da gre za potujoče eksperimentiranje, kjer učenci potujejo od enega do drugega eksperimenta, si v miru preberejo naslov eksperimenta, prvi odstavek, kaj je potrebno narediti, od spodaj je razlaga, pomagajo si tudi z risbicami
in potujejo v vsaki učilnici. Danes smo v 2 učilnicah, imajo na voljo 20 minut prostega eksperimentiranja. Eksperimenti so različni, pokrivajo različna področja, tako da mi smo se potrudili, da je čim širše, tako da eksperimenti so od tehnike, fizike, kemije, naravoslovja, astronomije, različnih področij. Vsak obisk na osnovnih šolah pomeni vedno nekaj novih, drugačnih eksperimentov, ravno zato privabi pri otrocih veliko navdušenja. Tudi črenšovski učenci so z veseljem preizkušali eksperimente, ki so jih koordinatorji hiške zanje pripravili. Jaz sem že bila v prvi skupini, sicer so to bili mlajši otroci, ko prvi, drugi razred, ko še malo težje berejo in jim je bilo potrebno prebrati. Oni so že poskušali, vse so videli, ampak niso si znali potem razložiti. Ko smo jim pa to prebrali, povedali, pa so še enkrat to poskušali, potem so pa oni tudi ugotovili, da je res tako. In zakaj je to tako, zakaj se do zdaj tako vidi, pač sami spoznavajo te zakonitosti iz naravoslovja, iz biologije, kemije, fizike, tehnike. Morda je kaj zanje še pretežko in še nerazumljivo, ampak to si bodo prav gotovo zapomnili, ko bodo pa do tega prišli kje v naravi ali pa v življenju nasploh. Dan eksperimentiranja je bil namenjen celotni šoli, tudi malčkom iz vrtca, predvsem po zaslugi številnih področij, ki jih hiška s poskusi pokriva. Ja, mi smo to pripravili za celotno osnovno šolo od 1. do 9. razreda, vključili pa smo tudi vrtec, tako da predšolska skupina prav tako pride na te šove tukaj v telovadnici in tudi na eksperimente. Tam bodo pač bolj aktivne vzgojiteljice, da jim bodo malo razložile, povedale, prebrale, saj tudi tu učitelji pomagajo, učenci predmetne stopnje pa bodo to prav gotovo sami zmogli vse. Otroci vseh 9 razredov so se preizkušali v številnih eksperimentih, nekateri so bili bolj enostavni, spet drugi nekoliko manj. Vseeno pa si je skoraj vsak posameznik našel tistega, ki mu je bil najljubši. Krogle z jahači se imenuje ta eksperiment, pač stisneš na gumb, pa kroglico daš na to, pa potem jo pač ven pride zrak in se potem kroglica dvigne. Najbolj bi mi všeč eksperiment tam z barvami, kjer se barve mavrice so se spreminjale. Opazujem oblake v tej beli tekočini. Ko posodo premakneš, se tekočina premakne in se zdi, kot da bi bili notri oblaki. Moraš v ogledali postaviti stvar pa te premikati, kolikokrat se bo slika predmeta zrcalila. Ko nagibaš ploščico, se kroglica kotali po prostoru in pušča za sabo sled. Center znanosti, ki je namenjen vsem radovednim ljudem, ne bi uspel brez pokroviteljev. Ja, imamo 2 globalna pokrovitelja, en je LEK, član skupine Sandoz in drugi Telekom. Vsak kraj, v katerega pa pridemo, k sodelovanju povabimo lokalna podjetja, pokrovitelje. Tako da se lepo v imenu hiše eksperimentov zahvaljujemo vsem, še posebej današnji osnovni šoli, ki nam je odprla vrata, pa omogočila, da smo danes lahko pri njih, pa vsem donatorjem in pokroviteljem, ki so v ozadju. V ozadju so predvsem pokrovitelji iz lokalnih skupnosti, ki jih aktivira vodstvo posamezne institucije, ki gosti hiško. Ta temelji namreč tudi na povezovanju, ravno zato so ob tej priložnosti črenšovski osnovni šoli dogodek pomagali izpeljati številni posamezniki in podjetja iz okolice. Jaz bi se zahvalila v imenu učencev in celotnega kolektiva naši občini Črenšovci, ki nam je to tudi omogočila oziroma je nekako glavni pokrovitelj te akcije. Smo pa zaprosili za donacije tudi lokalne obrtnike, podjetnike in so se tudi odzvali in bi prav tako se zahvalila, da bo naš strošek malo manjši oziroma strošek učencev malo manjši. Tako da hvala lepa vsem in pa upam, da bo tudi popoldne bodo te delavnice oziroma ti poskusi zasedeni, kajti namenjeni so ljudem.
hvala, ker ste nas spremljali. Vabljeni k ogledu oddaje Dogodki tudi v prihodnje.